Tudi Dobro tokrat jutro. v dobri družbi Uroš in Suska, Mava tukaj pred mikrofonom že Domna iz skupine Kalipso. Pozdravljen, dobrodošel. Dobro jutro. Evo, Dobro jaz jutro. sem pa vesel, da sem prišel na Goriško ali pa na Primorsko. Tlele imate lepo vreme, lepše kot pri nas, ne dežuje, više temperature, drugačni nasmehi. To je vedno lepo slišati, ne, res je. Po kolikem cajtu spet na Primorskem oziroma v naših koncih? Tukaj pri vas na radiju mislim, da sem bil nekje 5 let nazaj. No? Če se ne motim, tako kot smo se že pogovarjali, tam v centru, decembra. Drugače pa ja, če lahko povem, da zdaj prinašam iz gorenjskega konca pozdrave tukaj. Odlično. Vam, Primorcem. Kaj pa na odrih tukaj, ste pa kaj bili bolj pogosto, po mojem, ne? Nazadnje smo bili v Miren, je ena tradicionalna prireditev, mislim, da je neki Z nogometom. šparglji. Ne, šparglji, Praznik špargljev. Tako ja, drugače pa lansko leto smo igrali za eno podjetje, Novo Goriško, večje podjetje, tukaj v dvorani, decembrsko zabavo. Žur. Tako ja. Tako. Sicer pa fantje zadnje dni zaposleni s predstavitvijo svojega novega komada, božičnega komada, ne? Ti si moj Božič, božična pesem, ne? O čem morda lih na hitro, kaj o čem pripoveduje? Ja, točno tako. Mi smo naredili ene 5-10 let nazaj eno priredbo, našo poletno pesem smo jo priredili v božično, ampak smo rekli, to ni to, mi rabimo nekaj svojega, svojo družinsko lepo pesem. Jaz iskreno sem si dolg časa želel eno tako lepo božično pesem in letos nam je končno ratalo, da smo naredili pesem. Posneli smo video spot na Jezerskem, če poznate Jezersko, prelepo Jezersko na Gorenjskem. Točno tisti dan je sneg padel. Jaz sem si prav predstavljal, veš, tako je zdaj en kamin, ne? Lepo gori, taka pridušena svetloba, lepo obložena praznična miza in tako mat. Važno, da je obložena miza. Sicer pa v videospotu sem videla, da igra prav družina. Cela družina ena. Ja, lejte, vedno, ko snemamo videospote, si zamislimo, kako naj bi videospot izgledal. Se pravi, prva stvar je bila, da si želimo sneg. Ja. Takrat, ko smo imeli plane za videospot, snega ni bilo, tako da smo imeli že tukaj probleme. Ja. Ok, smo rekli, dajmo narediti tako, dajmo eno družino noter v videospot. Dali smo tudi našo kužiko Lili, no, pač da je kuža noter. Dali smo noter tudi čisto pravega božička, nerodnega božička, tako da pogledajte si videospot tudi na YouTubeu. Potem, točno takrat, ko smo snemali tisti dan, ko smo se odločili in uskladili za snemanje, je padel sneg. Šli smo na Jezersko in jaz sem bil zelo vesel, zato ker ko sem bil še mlad, sem zelo rad starši obiskoval Jezersko. Všeč mi je, ne vem, pač všeč mi je narava in tako. In tam gor smo posneli videospot in res moram reči, da smo veseli, da se je vse po planu izšlo. Se pravi, Božiček je bil tisti, ki je zrihtal sneg, verjetno. Ja, tako. Ratalo vse v konceptu. Sicer pa zdaj verjetno december kar busy, ne, tudi za vas. December, kot vsako leto, mi igramo veliko za podjetja, te službene zabave. Drugače pa ja, za Silvestra smo pa spet na Gorenjskem, pač na Bledu igramo. Zdaj sicer o Božiču bomo malo še spregovorili, ne tako. Kako ga preživiš? Doma. Doma, vsako leto doma, moram iskreno povedati, sam se že ukvarjam 25 let z glasbo in samo enkrat se spomnim, da nas je nekdo klical, da nas bi želel na božični večer, pa sem rekel, glejte, se pravi božični večer je 24.12. Sem rekel, glejte, takrat mi ne igramo, takrat smo v krogu družine, tako da ja, vsako leto smo doma, praznujemo ob svečkah, založeni mizi. Kdo kuha? Jaz ne znam. Dobro, drugi. Drugi kuhajo, ja. Ti ješ? Jaz jem, ja. In kaj je tisto, kar nas sme manjkati za Božič? Dobro vino. Dobro, to se strinjamo. Mi je že všeč. Ja, primorsko vino, ne? Rdeče vino. Možnosti kraško, ja. Kraško vino, ja. Zdaj smo tle že navijamo za teran. Lokaciji, ja. No, kaj že moraš reči? Recimo, kaj jeste Gorenci za Božič? To nas zanima, nas spremlja. Ja.
Glej, kako se že reče, filanga piščanca. Ali kako se reče? Filanga piščanca, to imam jaz letos v načrtih narediti. Tako da bomo jeli horensko kosilo, upam, da ne bojo lačni. Okay, se bomo povabili, pa bomo videli. Ne, hoditi k mene. Drugač pa obvezno mora biti zraven tudi lučke, smrekca in seveda Radio Robin. Imamo božični radio, same božične komade. To pričara še tist pika na i. V nadaljevanju pa za Domna iz skupine Kalipso, ki je najen gost tukaj v studiu Radio Robin, prihaja en poseben kviz, ki ga je pripravila Suska. Ja, Domen, pazi, na temo praznikov bo, da se malo ogremo. Kaj praviš, koliko porabi povprečen Sloven za darila zdaj med prazniki? To sem pa že poslušal malo. Ojej. Sem že ujel, ampak mislim, da okrog 200. Ja, 150-200 evrov, res je. Koliko pa povprečen Gorenc? Dobro vprašanje. No, ampak če sem iskren, jaz ne porabim toliko, no. Za darila. Malo bo tle Silvestrovo, bo delovno letos, kako bo? Bo delovno. Jaz si vsako leto želim biti na odru za Silvestra. To že delam, tako kot sem povedal, 25 let. Uživam v tem in nekako ne vidim se za Silvestra, res ne doma. Tako da letos smo na Bledu, na Gorenskem. Žurbo. Ja, itak, da bo žur. Povej, Suska. Ja, jaz sem pripravila kviz, ne? In tokrat je na temo Silvestrovega. Vsi čakamo. Pripravljen, Domen? Ne vem, če sem, ampak moram biti. Mali problema. Lej, po kom je silvestrovanje dobilo ime? Izhaja mogoče iz imena Silvester. Ja, in komu je bilo ime? Čakaj. Kaj namihuješ ti, Uroš? Pomagam, moški moramo pomagati. Možu, ne? Možu, ja, možu. Hvala za pomoč. Ja, prosim, zakaj? Papežu. Kaj rečemo, da je prav ali da ne? Ja, je prav, rečemo, da je prav. Ne bo. Kako je pravilni odgovor? Po papežu Silvestru. Ja. Tako. Kolikšen odstotek Slovencev preživi Silvestrovo doma? Kaj praviš? Ti ne? Jaz, če bi gledal po Nova Gorica ima silvestrovanje, Ljubljana, vsa ta večja mesta, procentualno govoriva, koliko jih je doma, ne vem, 30%, več. 70% jih je doma in 30% na žurih. Res? Ja. Jaz sem pa mislil, da je kontra, ok, v redu. Ja, veš, kaj vidiš pod odrom zmeram množico, ne? Te malo zaveš. Ja. Jaz pa kar tako. Zdaj ta bo lažje vprašanje. Katera barva spodnjega perila prinaša ljubezen, strast in romantično srečo v novem letu? To je pa za ženske. Kaj to pomeni, rdeča ali kaj? Tako je, to je pa pravilen odgovor. Si oblečete tudi v rdeče spodnje perilo, ko ste na odru? Marija, kakšno je pa to vprašanje? To pa ne bo povedal. Ne bo skrivnost. Ja. Bo bolj zanimivo, ko bomo na nastopi. Se pravi, zdaj smo pa pri Američanih. Koliko procentov Američanov ima namen nekoga poljubiti ob polnoči? Jaz mislim, da skoraj vsi. Skoraj vsi rečemo, da... Čez 90%. 50%. Koliko? Ja, 50%. A je to mogoče? Se ne imajo tako radi, ko mi očitno Američani, ne? Resno. Ne. 50%. To pa nisem vedel. Pa vi na odru, si voščite, kadar je polnoč, kaj igrate, se objamete. Ko odbije polnoč, odštevamo, zaželimo vsem srečno novo leto. Tisti trenutek spustimo inštrumente, si voščimo, potem pa naprej. Ko pride polnoč, vedno, to je že nekako, bi rekel, tradicija, zelo lepa pesem, tako da ja. Ja, in zdaj naslednje vprašanje je prav, katera je ena najbolj znanih pesmih, ki se v Sloveniji povezuje s silvestrovanjem? V Sloveniji s silvestrovanjem? Ja. Jaz bi rekel ta. Silvestrski poljub. In tako je, seveda. Silvestrski poljub. Čeprav iskreno meni je zelo všeč, takole, ki igramo decembra, vedno najprej zaigramo Zapadel je prvi sneg in v bistvu vsi z nami začnejo peti, nekako tako začnemo mi večer, kjerkoli že pač igramo. Ja, se ta je taka znana in decembrska. Kaj zapojemo skupaj? zdaj. Silvestrski poljub? Ojej, Ajde, jaz ne bom pela. 3, 4 zdaj.
Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče. Ola, tako. In tole, mislim, da je kar dobro odgovoril Domen na vsa tvoja vprašanja. In se nekaj naučil, ja, In se tako. nekaj tudi novega naučil. Tako. Sem kar iz teh odgovorov kar mal presenečen. No. Ja, smo se nekaj Sploh naučili. Tudi med jaz, ko sem poljubi iskala. za Silvestra. Ja, lej, Okay. dobro. Ja. Vsak dan se naučimo nekaj novega. Tako, Domen iz skupine Kalipso je bil z nami v studiu Radia Robin kot VIP gost danes. Hvala še enkrat za tvoj obisk. Iskrena hvala. Jaz bi vsem poslušalkam in poslušalcem iskreno zaželel iz srca vesel, miren Božič in srečno, zdravo leto 2026. To je pa to, pa da bo mir na svetu.